Muharjenje se vse dogaja znotraj vode. Ja. Torej, rabimo nepremočne škorne ribiške in potem so še klele gojzerčki, taki mislim, da ne drsijo. Takšni škornji stanejo od nekaj 10 ali pa več 100 in tudi krepko čez 1000 evrov. Pa se pa lahko začne igrati, mislim, za primo. Se gre tudi gor do par tisoč evrov za eno ribiško palco. Vodnica za muharjenje Nina Mlakar mi je pokazala, kako navezati muhe in kdaj potrebujemo kakšne vabe. Primerno oblečeni in s pripravljeno opremo sva se odpravili k vodi. Pri palici je prvo tole je ta glavna vrvica, tale tabela, in tale mora biti iz palice čisto ven. Tukaj držiš palco, mečkan vrvice je vdunaj, čisto nobena umetnost, sam nazaj in naprej. Okay. In je muhica tamle jo vidimo, Aha, vidim, ja. Moj prvi poskus je bil vse prej kot dober, a sem hitro začela uživati v tem res pomirjujočem športu. Prednost muharjenja je tudi to, da za razliko od drugih turističnih segmentov ni vezan na visoko sezono in več kot očitno tudi ne na lepo vreme. Unica je edina reka, ki je še ostala samo domorodnimi ribami. Prav zato se ljubitelji muharjenja iz vsega sveta na njene bregove vračajo iz leta v leto. The nature is totally different than we find in Finland. It's so green, and then you have, of course, your rivers, which are totally beautiful. In najpomembneje, you have taken care of your fish, so there's a lot of fish to catch. Letos lovi na Unici in Krki, je pa v prejšnjih letih seveda muharil tudi na Soči. Because the water is so crystally clear that it's unbelievable.